Ob našem prihodu na vrt, ki ga je zavetišče Kažun dobilo v uporabo od piranske občine, je bilo videti zadovoljne obraze ljudi, ki z delom na vrtu ponovno spoznavajo, da lahko dejavno delujejo v okolju. Zdaj presajam iz ene parcele na drugo parcelo česen, ker bo tam nastal zajčnik v bodoče in kokoši. To delo na vrtu je pravzaprav za nas orodje, da tem ljudem ponudimo neko priložnost za aktivacijo, da imajo priložnost, da ponovno zaživijo, da se vključijo v skupnost. Uroš z veseljem dela na vrtu, čeprav v pridelovanju zelenjave ni najbolj vešč. Pred pol leta je dobil streho nad glavo v Kažunu, je invalidsko upokojen in s svojimi dohodki ni uspel pokrivati stroškov najemnine. Ja, želim si, da bi imel svoje stanovanje, ne, da bi lahko živel normalno, tako kot normalen človek. Ne. Zgodbe so čisto različne. Populacijo sprejemamo od polnoletnih do 106-letnih. Vsak ima svojo. Od odvisnosti do deložacij, do izgube partnerja, izgube staršev in kar naenkrat se ljudje znajdejo sami na cesti. Zavetišče je kamenček v mozaiku reševanja položaja oseb, ki izgubijo dom. Je prvi korak, ki mu morajo slediti še drugi. Potrebovali bi še dodatne bivalne enote. Okrog 70 je samo vključenih v program, od teh je večina v nerešenih stanovanjskih situacijah, ali na cesti, ali v prikolicah, ali ki je nezakonito. Stiske ljudi so vse večje. Na Center za socialno delo prihaja vse več prošenj za denarne socialne pomoči, izredne pomoči, državne štipendije. Na centru opozarjajo in apelirajo tudi na občino, da naj jih pravočasno seznanijo s težavami ljudi, ki živijo v socialnih stanovanjih, saj le skupaj lahko preprečijo vsaj deložacijo. Kasneje je reševanje njihovih težav še zahtevnejše.